Ja, jaz sem že takrat se hecal, da mogoče bi se mogel na konec za to zahvaliti gospodu ministru Vasko Simonitiju, čeprav ni čisto. Ampak dejansko je malo vplivalo na ta naša trenutna filmska situacija na to, ker dejansko sem jaz pisal ta scenarij, je bil ta sončni mrk, enoletni in dejansko jaz sem bil brez dela. Scenarij, ki sem ga jaz v bistvu razvijal, je bil zelo ambiciozno postavljen in nekako, ko sem prišel do konca, mogoče prvega dela tega scenarija, ki je bil kot trodelna zgodba, sem ugotovil, da mogoče pa to tukaj ne bo šlo. In sem se odločil za eno drugo zgodbo, ta pa je nekako obtičala za nekaj časa v predalu, dokler nisem nekako ostal za 3 mesece brez dela in sem dejansko malo bluzil. In potem sem rekel, da mogoče to vse ni fajn, da mogoče da vse in kaj delati. In sem se odločil za literaturo. S tem se nisem razveselil nikoga. Prvi komentar je bil, pa ne bi bilo boljše, da bi najdel kaj bolj dobičkonosenega od filma, ne manj dobičkonosenega. Da s filmom ne možeš preživeti, pa bi najdel kaj še lahko literaturo. Ampak dejansko jaz sem to pol po tem scenariju, ki v bistvu zdaj, ko sem ga zadnjič bral, kar dosti bolj skromen. Jaz sem takrat pol sem imel v glavi, da nekako to je to, ampak zadnjič sem ga še počel brati, da je kar dosti bolj skromen. Ta zgodba se je pol, ko sem pisal, kar razvila. Gotovo sem, da nekako po 22 letih na Fužinah je blazno veliko stvari obtičalo nekje v zadju, malih možganih in da so tam in da skozi prihajajo, kakor pišeš, prihajajo neke nove ideje in to je šlo zelo hitro. Se pa knjiga začenja z športom, kot glavnim postavljenom. Ja, seveda, jaz moram reči, da mogoče pred blokom nisem sedel toliko, sem pa zelo veliko preigral košarke, tukaj se moram tudi opravičiti gospe, ki je delal v knjižnici, ker namreč sem dostakrat namesto, da bi šel v knjižnico, šel na basket igrišče, tam v bližini, ko so prej govorile, da sem me spomnil, ko sem bil majhen, pol pa ne reč. To je tukaj razlog, ker sem namreč kar hodil v bistvu. Tam celega Karla Maja sem si nekako iz te knjižnice sposodil po vseh 21 knjig od 5 prijateljih. Pol nekako me je pot zanašala vedno bolj tja dol proti Ljubljanci, tako da tam do ene konca srednje šole skorda razen tistih obveznih knjig za domače branje nisem skoraj nič prebral, nisem se ukvarjal športom. Mislim, da šport je pač tukaj na Fužinah zelo prisoten. In mene je v bistvu tudi eno poglavje, zakaj noben več ne špila basketa, ker se mi zdi, da je pač tam se en velik problem, da je vedno manj ljudi, ki jih srečate na igrišču. Ja, no, jaz mislim, da pač nekako ne moraš mimo tega, če pač začneš pisati v Čefurjih, nekako moraš upoštevati vse, ki so do takrat že spregovorili. Mislim, da pač je bil Robert prvi, ki je pač začel Čefurje nekako pel v popularno kulturo, nekaj tudi mogoče, da lahko jaz danes mogoče bolj sproščeno o tem govorim in ta beseda je manj strašljiva, kot je močna. Že tako ljudje tako gledajo, čaki neki, če pa Čefurji raus, kako gre to skupaj, pa kako zelo previdni so, recimo sploh, ne vem, sem doživel, da so tudi Čefurji izven Fužin nekako zelo do te besede previdni in zadržani. Medtem, ko se mi zdi, da prav ta fužinski in ljubljanski odnos do Čefurjev mogoče pa res veliko bolj sproščen in nekako tudi po Robertovi zaslugi, ki je pač naredil komad, ki smo ga potem z veseljem v kakšnih žurih na Fužinah nabijali.